Župan Nejc Smole prizna, da je odločitev, da Mojco Murnik imenuje za podžupanjo, morda koga tudi presenetila. Neuradno sicer so se namreč omenjala druga imena. Mogoče sigurno kakšnega, ne? Ampak jaz moram reči, da sem zelo vesel, da smo gospo Mojco dobili v našo ekipo, da je pristala. Pri teh funkcijah je rado tako, ali pa vsaj jaz, ko gledam, da so ljudje, ki bi to zelo z veseljem bili, pa so ljudje, ki zadevo razumejo širše in so mogoče na začetku malo bolj skeptični, ki k temu pristopajo z veliko mero odgovornosti, in to Mojca zagotovo je. Z vsem, kar je zdaj v teh letih njenega delovanja v mikrolokalni skupnosti in v širši lokalni skupnosti že naredila, jaz verjamem, da ko so ljudje videli, kdo je nova podžupanja, da so bili zelo veseli. No, tudi odzivi, ki sem jih jaz dobil, so bili samo in izključno pozitivni. Odločitev o tem, kdo izmed članov občinskega sveta bo prevzel funkcijo podžupana in ali bo ta funkcijo opravljal poklicno ali ne, je le v rokah aktualnega župana. O svoji odločitvi občinski svet le seznani, ta pa naj o tem ne bi razpravljal. Tako da sem vesel, da je vsaj kakšna taka naloga oziroma taka pravica, ki je izvirno županska in jo tudi lahko izvršuje župan, tako kot želi. Ne na vse zadnje, pa če res gre za izbiro najožje ekipe. Tam, ne glede na politiko, ne glede na volilne rezultate, je to pomembno, da taka mesta zasedajo ljudje, ki jim človek 100% zaupa. Pa ne, zdaj to zaupanje bi se lahko razumelo tako ali pa drugače, ne v tem smislu, da so na občini kakšne take zgodbe, ki jih je treba skrivati in je treba vedeti, da so to ljudje, ki jim v tem smislu zaupaš, ampak predvsem, da so to ljudje, ki razumejo, kaj je občina, kaj so omejitve naših funkcij, katere zadeve je prav, da se pogovarjamo z ljudmi, katere zadeve je prav, da skupaj z ljudmi tudi rešujemo, in pa kjer so tiste zadeve, kjer pa se naše pristojnosti končajo in je obljubljanje kakšnih rešitev prej prilivanje olja na ogenj kot pa kaj drugega. Podžupan je v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, umeščen v plačne razrede v razponu od 36. do 43. O plačnem razredu odloči župan ob upoštevanju pooblastil danih podžupanu, če pa ta funkcijo opravlja nepoklicno, tako kot jo bo Mojca Murnik, pa je plačilo polovično. V prejšnjem mandatu smo imeli poklicnega podžupana. Gospod Ivo Rep je zdaj zaključil, sem mu zelo hvaležen za delo, ki je bilo opravljeno. Potem pa sem se nekaj časa odločil, kako široka bi ta podžupanska ekipa bila. Trenutno torej imamo eno nepoklicno podžupanjo, dopuščam pa možnost, da tekom leta, če ugotovimo, da bo teh projektov več oziroma da bo dela za razdeliti več, imenujemo tudi drugega podžupana oziroma podžupanjo, ki bo pa ravno tako neprofesionalen. Torej, namesto enega profesionalnega imamo trenutno eno oziroma verjetno maksimalno dva nepoklicna podžupana. Tako kot Iva Repa je župan Murnikovo zadolžil za področje investicij, gospodarskih javnih služb in lokalne samouprave, torej za področja, ki so za nas občane še vedno najpomembnejša. Jaz verjamem, da bo prinesla en drugačen pogled v to našo najožjo ekipo, drugačen predvsem v tem smislu, ker je poznana po tej umirjenosti, zelo lepo dopolnjuje vse tisto, kar nam moškim marsikdaj manjka. Za Murnikovo odločitev, da prejme funkcijo podžupanje, ni bila lahka. Pri takih odločitvah sta vedno dve, zakaj ja in zakaj ne. Zdaj, zakaj ja, najprej izpostavim povabilo župana. Drugič je velika podpora v Listi Nejca Smoleta. In tretjič so izkušnje, ki sem jih v zadnjih letih dobila z sodelovanjem županom in pa z občinsko upravo, velika pozitivna izkušnja, tako da zato to je tudi nekako pretehtalo. Zakaj ne, pa seveda osebni razlogi, sestop iz obdobja, tega obdobja, kjer pač zdaj sem, pa seveda tudi družina. Sem tudi babica 6 čudovitih vnukov. To poslanstvo je zame res velika priložnost v življenju, ki jo v današnjih časih pravzaprav nima vsak.
Tako da tukaj nekje sem iskala kompromis. V listo Neca Smoleta se je vključila pred dobrimi 4 leti in v preteklem mandatu delovala kot predstavnica ustanoviteljice v svetu osnovne šole Preska in v 2 delovnih telesih občinskega sveta, v komisiji za kulturno dediščino in v odboru za komunalo. Na sejah občinskega sveta je bila največkrat omenjena v povezavi s HNG-jem, koncesionarjem, ki skrbi za redno vzdrževanje občinskih cest in prometne signalizacije ter zimsko službo. Kot rečeno, jo je župan zadolžil prvenstveno za področje gospodarskih javnih služb in lokalne samouprave. Ta področja sem v bistvu po profesionalnosti najbolj blizu. Torej, ja, delovala sem že v tem obdobju. Se mi zdi, da smo kar nekaj stvari premaknili. S komunikacijo pač nimam težav, to je tudi iz mojega profesionalnega dela izhaja. Tako da mislim, da tukaj so stvari, na katerih se bom našla, poskusila bom to upravičiti in upam, da bo šlo. Mojca Murnik je po svoji izobrazbi gradbenica in diplomantka Fakultete za organizacijske vede v Kranju. Pred dobrimi 10 leti se je upokojila kot vodja slovenske prodaje v podjetju Ilirija. Njena prva zaposlitev je bila na Geodetskem zavodu Republike Slovenije na področju komerciale in izvajanju investicijskih del v tujini, 6 let pa je službovala tudi v Donitu. Zelo kmalu se je vključila v reševanje lokalnih problemov, tako na nivoju občine, kot tudi krajevne skupnosti Trnovec. Svoje delovanje je usmerjala tako v izgradnjo osnovne komunalne opreme v hribovitih območjih, na področju vodooskrbe in v ustanavljanje ekodruštva, kot tudi v enakopraven razvoj podeželja. V zadnjih letih ji poseben izziv predstavlja uresničevanje lokalnih projektov z možnostjo črpanja evropskih sredstev. Eden takih je bil tudi Vaški trg v Trnovcu med prvimi realiziranimi projekti lokalne akcijske skupine za mesto in vas. Je zagovornica opolnomočenih krajevnih skupnosti. Ja, o tem smo se veliko pogovarjali. Zdaj krajevne skupnosti so v zadnjem času več ali manj nekako zadolžene samo za tisto osnovno delovanje, pa predvsem te komunalni problemi. Jaz se strinjam, ja, da marsikje so komunalni problemi še vedno v ospredju, so pa krajevne skupnosti tudi tiste sredine, kjer se da narediti še marsikaj, predvsem mislim na povezovanju občanov, potem raznih prireditvah, športnih, kulturnih. Tukaj mislim, da je en velik manjko v skupnosti. In vtisi po prvih dneh opravljanja funkcije podžupanje? Ja, najbolj, kar me je res razveselilo, ko sem prišla v občinsko stavbo, je ta nasmeh ljudi, ki tukaj delajo. Jaz se z njimi, z večino, res že kar nekaj časa poznam in to je meni najbolj prijetno. Danes so marsikje sredine zelo, tako bom rekla, zapete, marsikje so ljudje tako več ali manj na nasprotnih bregovih. Meni je pa to zelo všeč, da je dobra komunikacija, da je dobra klima, pol se pravzaprav da veliko narediti. Določila je tudi termin, ko bo po predhodni najavi na voljo občanom v sredah med 14. in 17. uro.